novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. No, v duhu novembrskih dogodkov nadaljujeva tudi s temle BIM Pogovori. Prejšnji teden, kaj je to, 24. 25. november, se je odvil BIM Virtual, kot so ga letos pomenovali, sicer je pa to BIM World 2020 v Münchnu. Ampak jasno zaradi znanega stanja so to letos premenovali v BIM Virtual. No in plan je, da povem malo, kaj se tam dogaja, zato ker sem imel priložnost v bistvu to tako malo nadaljavo spremljati. No, nisi imel priložnost, si plačal priložnost nadaljavo spremljati, pa to bi moral bo reči zaradi trenutne situacije je odpadel najin vsakoletni roadtrip. Ja, v bistvu sem ga kar pogrešal, no, moram reči, ti si razmer tako, ne, ponovadi je relacija Ljubljana-München v bistvu zelo plodna pa nazaj, ne, ker je to res čas, ko imaš priložnost se pogovarjati o 1001 zadeve, ne, ko si v avto. Ja, sploh če te nekdo zapre v avto, pa gre direkt gor pa dol. Ja, pa tudi na stranišče te ne spusti. Tako, ja. No in to nisem jaz, ponovadi nisem jaz vozil. Ja, to pa je, to pa naredijo tiste vožnje, ki je v Dresden, ne. Ko narediš Ljubljana-Dresden z enim postankom tam za, recimo Ljubljana-Dresden sem zmeraj naredil, sam še en postank tam za Münchnom nekje. No in pa je to vse, to je 1000 kilometrov praktično, ne? Oziroma 800 nekaj, ne? No, tudi jaz sem delal Ljubljana-Dresden in tudi jaz sem delal z enim postankom, s tem, da jaz sem se ustavil na avstrijsko-češki meji, edino enkrat za vinjeto pa tankat. Samo vseeno, če sta dva, bi se lahko večkrat, ampak v redu. Ja, res je. To je že zdaj tradicionalno, tako da. No, ampak napoveduje jasno, da je naslednje leto se to vrne nazaj v München, proper, ne. Tako da, no, to je to. V bistvu je pa, moram že vnaprej povedati, v bistvu sem bil tiste 3 dni, oziroma ponedeljek, torek, sreda sem bil zelo zaseden s predavanjem. No, tako da se praktično dogodka v živo nisem uspel udeležiti, zaradi tega, ker so bila predavanja čez cel dan. Je pa jasno, mislim, zakaj sem si sploh v tem primeru to privoščil, zato, ker je bilo že vnaprej obljubljeno, da bodo vse stvari dosegljive potem na spletu. Se pravi, takoj, ko je bilo to nekako živo odpredavano in so bili video posnetki praktično v uri, 2 na spletni strani, tako da sem si lahko tiste, ki so zanimivi bili, ali pa so se zdeli zanimivi, malo pogledal. Tako da to bo danes vprašanje in odgovori. No, jaz sem videl, da si v tele najne zapiske noter pa lepo ene par statističnih podatkov. Tole v bistvu praktično mail sem dobil 25. se pravi, ko je bilo konc tega dogodka kot takšnega, ne? Pač kot udeleženec dobiš mail, zahvalami in ne vem kaj še vse. Hkrati je pa bilo zanimivo, da so pristavili zraven neko statistiko, ne? Koliko udeležencev je bilo. Bilo je tako, da so bili 3 sešni usporedni, se pravi channel 1, 2, 3. No in za vsak tak kanal, koliko udeležencev je bilo, koliko minut so tam porabili, koliko je bilo vse skupaj udeležencev. Tako da je v bistvu, ne vem, taka statistika, ki se meni zdi, tako dopade, da dobiš majčkeno občutek, koliko veliko je to bilo. No, in če začnemo že s tem, da so bili 3 sešni, ampak vse veš kako, če si bil kdaj na tem dogodku, veš, da je to tudi v živo tako zgledali približno, ne? Tako da so bili ene 3 dvorane, oziroma 2 dvorani, pa pol je bilo še kar v tisti avli so imeli take piče 3-minutne. To isto so imeli tudi online, no? Tako da
je bilo zanimivo to spremljati. Ampak z eno razliko, ne. Mi, ki smo bili v živo, je na teh nekaterih sešnih je bilo omejeno število v dvorani in so bile kolone do dvorane, se spomniš. Res je. Tako da, preden si not prišel, si je že zamudil tisto. Tako, jaz sem hotel iti enkrat gledati ene dve predavanja, ki so bili eno za drugo, in sem se postavil v vrsto in sem po 20 minutah obupal, ker sem videl, da ne bom prišel pravočasno noter. In dejansko ne bi prišel, no? Ker sem pa gledal, kako so ljudje noter hodili. Tako da je virtualno boljš, ker ni omejitve. Ne, absolutno. Po moje znanje te stvari, veš, se mi zdi zapeljati, veš, tudi tako v prihodnosti, tako kot neko dvoživko. Ne? Imeti v živo te stvari v dvoranah, tam na sejmu, pa hkrati imeti še nek tak virtualni dostop do tega. To bi se meni zdelo tako zelo, zelo pozitivno. Ne? Ker bi pač recimo nam omogočili, ker mogoče pa nimamo glih časa zapeljati v München, v bistvu, da še zmeraj spremljaš stvari. Jasno, da nimaš tega networkinga, ki bi ga sicer imel, ampak lahko pa vsaj spremljaš stvari, drugač bi jih pa zamudil. Ja, dobro. No, zdaj iz prejšnjih let se jaz tudi spomnim, da je bilo večina predavanj na tem Beamvoru, da je bilo tako v nemščini, ne? Ker ste tudi videli, pač, da so targetirali, vsi so targetirali v bistvu nemški pa nemško govoreče trge. A je bilo zdaj kaj drugače? Kako je bilo kaj razmerje med predavanji? Tako, jaz nisem šel štet, ampak večina je bilo nemških. Kaj pa svem, no? Recimo, da ne bom preveč pretiraval, pol, recimo. Tako da, no, ampak je bilo pa recimo zanimivo, ne, da vsi tisti paneli, pa tudi so imeli take pogovore v času kosila, ampak to dejansko uživo, ne, tako da so tisti bili v tistem njihovem studiu tam, so bili po vsej angleščini, ne, čeprav so morda sta bila in jasno ta povezovalec in pa gost, sicer nemško govoreče, ampak je bilo dejansko povezovalc, je skozi govoril v angleščini, medtem ko so bili pa kakšni sešni, no, kjer je bil tudi recimo tak, ki je bil nek vodja sešna, pa je bila cela skupina nemško govorečih predavateljev, v bistvu vse skupaj potekali v nemškem jeziku, ampak verjamem, da za večina ni tak problem tudi to, no. Tudi jaz, ki se ne bom nikoli hvalil, da znam karkoli nemško govoriti, nemško vsaj približno razumem, tako da tudi v tistih stvareh bi lahko človek odnesel vsaj bistvene stvari, zato ker so ponovadi bile tako z lepe slikce zraven. Ne. Ja, no, začela sva mi do statistiko, pa so pa kaj? Ja, zajadrala v druge smeri. No. V bistvu, no, statistika je pa takole, ne. Kje začnemo? Tista 120 predavateljev, 150 razstavljalcev, zdaj kaj pod temi razstavljalci lahko misliš, če bi bilo to v živo v Münchnu, potem bi bilo to jasno. Ne? No, to so bile podobne zadeve, ne? S tem, da so imeli pač te razstavljalci priložnost objaviti video naprej, ne? Kjer so predstavili tisto, kar so imeli za predstaviti. To je bilo vse v tem, recimo, online že vnaprej. Poleg tega si pa lahko se z njimi tudi povezal online v živo. Tako da so imeli pač platformo, kjer si že takrat, ko si se prijavljal, si tam poklikal, kaj te najbolj zanima. In je ta platforma tam malo pomečala s temi razstavljalci. In si jih lahko bolj ali manj takole na klik, si jih dobil na pogovor, v chat ali kaj podobnega. Ne? In to uživa v bistvu takrat v času tega dogodka. Tako je zelo, tak se mi zdi, zelo redo sistem so imeli. Ne? Ja, no, zdaj, če sem imel tako redo sistem, pa v bistvu to celo boljško, ker tam v živo, ker tam je bil kaos. Ne? Ja, definitivno. Jaz se spomnim, da mislim že lansko leto, ko sem hotel tam pri Nemčku za Archicad sprašvati, ker je bilo takrat ravno govora okoli, kako bo pa Archicad imel Python, pa ne vem, te stvari. Ne?
In sem hotel pač nekoga tam zahakljati, pa ga to malo poprašati. Ampak po 15 minutah stanja tam, pa govorjenje en čez drugega tam, sem rekel, ne da se mi. Ker so jasno pa te velike firme tako oblegane iz vseh strani. Ja, predvsem te nemške, Nemček je imel Allplan in Arhitekt skupaj, ne. Ja. In pa nisi prišel zraven, pa ti razni Bentley, pa to je bilo kar vrsta. No, kaj pa kar se tiče tega ogleda kanalov? Ja, te ogled kanalov je bilo pa tako, ne vem, ta enka, se pravi Session 1, oziroma pač prvi kanal je imel bolj take plenarne stvari, panele pa tako naprej, tako da je bilo glede na to tudi mogoče več zanimanja, je bilo tam vsaj po tej statistiki 4700, kaj to ogledal. Ja, ne vem, piše attendees, ne. Ja, kanal 2 2700, pa kanal 3 2300. Čeprav se meni ta tretji kanal še najbolj pameten zdel, ne. Ampak dobro, ne. To verjetno pove pač o tem, kdo je prisostoval temu dogodku, ne. Ja, seveda. Veš, kaj me pa mene preseneta, ne? Tista številka naprej, ker pač vidim, kaj si je noter lepo. Kaj je tista 40 minut ali kaj? Ja, 40 minut na vsakega posameznega udeleženca, to se mi zdi pa ful malo. To so po mojem neki narobe zračunali. Jaz ne vem, veš, ali pa tudi ne, no. Ker glede na to, da jaz nisem se udeležil tega dogodka, ker sem imel pač en kup drugih stvari, ampak ravno zaradi tega, ne, ker bo toliko veliko vsebin, da sem vedel, da pač si mogel vsega gledati, ne, zdaj pa če ti si na nekem dogodku, ker so te vsebine 2 cela dneva in to sta bila dejansko 2 cela dneva, ne, bi pa pričakoval, da tak človek vsaj, ne vem, 5-6 ur to gleda, ne. Ampak, to pa 40 minut, ampak bi jaz rekel tako, ne, se mi zdi, da večina se je obnašala tako, kot sem se jaz. Kjer sem dejansko v času predavanj, ne, kjer sem imel nekaj zadelati, konkretno sem govoril, ne, to pa tako takrat, ne. Ampak vmes, ko je bila pauza, ali pa med kosilem, sem hop skočil na Beam Virtual, malo pogledal stvari, ki so se dogajale v živo. In to verjamem, da v 2 dneh nisem zbral več kot za 1 uro. Medtem ko vse ostale stvari si pa tako gledal posnete, ne? Oziroma si gledal potem, ko so bile že v tem tako njihovem imenovanem Beam Studio, ko so se te videe tam noter pojavili, si jih pač gledal. In očitno tistih ogledov sploh niso zraven šteli. Ampak so šteli samo tisto, kar se je dejansko v živo dogajalo. To bi bilo. In to je to vse, če pa računaš, da je to 250 000 minut, a veš, dogodek pa ni trajal 2x po 24 ur, ne? Ampak je bil od 10:30 pa kaj do 4 popoldne, ne? Niti ni toliko dolg bil praktično, saj ta del, ko so bila predavanja. Tako da se mi zdi, da večina je na ta način potem gledala zadeve. Je to precej drugače, recimo, tako kot so spremljala Sibim, kjer si bolj manj začetka štartov, si imel to pržgan in potem si pač to zraven poslušal, pa zraven se najbrž kaj drugega delo in se dejansko najbrž več minut nabral kot pa na udeleženca, kot pa te 40 minut lele na Beam Virtual. Zdaj je pa najbrž drugače, ne, bi bilo, če bi bili videi z Sibima dostopni, pa to sem šel včeraj pogledati, sem jaz mogoče kaj spregledal, ampak nimam dejansko informacije o tem, da bi bili ta predavanja nikje dostopna, kar je v bistvu škoda, ne? Še posebej, ko so bila tako naprej posneta, medtem ko tukaj na Beam Virtual je bilo pa tako ena taka zmes in vnaprej pripravljenih stvari, ampak moram reči pa recimo, da enih 75% je bilo pa dejansko v živo od predavanjih. In so odzadej so Zoom uporabljali, ko se videli, ko so preklapljali, se je pač malo interfejs pokazal od Zooma, zadeva delala, čeprav v bistvu zvok, ne, je pa na vsake toliko časa malo zaškripal, tako da se kaj tudi ni dobro slišal. Ampak zanimivo, ne, tiste stvari potem na videih so pa normalno posnete, kar pomeni, da so imeli pol lokalno snemanje še neko, pa so pol to nadomeščalo v bistvu s tem, kar si dejansko ti v živo slišal.
No, to se pravi, lahko zdaj potegneš črto pa rečeš, da si bi imel boljši zvok. Ja, moram reči, ja, da dejansko po tehnični plati v bistvu se absolutno lahko primerja z tem dogodkom BIM Virtual. Ne. Po tej drugi plati ne, o dostopnosti teh predavanj pa recimo, da kar malo šepamo. Ne. Okay. Si bova zadala nalogo, pa bo poskušala zvedeti, če bodo te vsebine kdaj dostopne. Čeprav je to verjetno povezano tudi s tem, ali so pač predavatelji dovolili in tako naprej in tako nazaj. No, zdaj pa, ko smo obdelali številke, zdaj pa da mi prosim povej, a je bilo kaj takega, kar se ti res vtisnilo v spomin, ne bo zdaj šel čez cel program, pa kaj si ogledal, ne? Ampak a je bilo kaj takega, kar bi rekel, da je bilo pa res zanimivo? V bistvu bom jaz rekel tako, da stvari, ki so bile zanimive, vsaj meni osebno, so bile link construction, se pravi tako neko vitko gradbeništvo, vitko graditeljstvo. Ne. To bi ugajeno že po programu. Ta zadeva, pojem je en predstavnik tele firme Epic Games, ki dela ta Unreal Engine. In dejansko, ko je razlagal, je gledal v bistvu, oziroma pač kako je ta Epic Games firma sestavljena in ima pač tam tudi del, ki se ukvarja z uporabo Unreal Engine pa podobnih pač vizualizacij, ki niso povezane s samimi igrami. Ne? In tja noter spada tudi recimo gradbeništvo, tako da ima ta dotični predavatelj ima naslov IC Business Development Manager znotraj Epic Games. No in je pač ta se mi je sfulen dopadel, je tako res, če si kakorkoli vizualen, pa če si arhitekt, recimo pa jaz nisem, ne. Za arhitekta je pa to bilo tako top, ne, ker to je bilo pa uživa vse, on je kazal, kaj se da to dejansko uživo delati s tem Unreal Engineom, skratka s tem procesorjem za prikazovanje grafike, ne, pa ne samo grafike, ne, tam noter je celega hudiča, imajo v bistvu kako zmodelirati pa pametne teleobjekte. Ne. A nima to nekaj zelo podobnega, tudi grafiki so s tistim Lumionom svojim? Ja, lej, sam tis je tako, se mi zdi, da veš, rendering v bistvu, ki traja ne vem koliko časa, saj mislim, vem, da se da tudi tis v Lumionu, ne vem, pa ne vem, vodo, ki teče, pa ne vem, od sebe pa gor in dol, ne. Bazene. Ja, tako, ne. Skratka, to vse ok, ne, sej najbrž je podobna zadeva, ne. Ampak to je bilo, veš, tako v živo jih je delal, ne. In se je renderiral praktično, on je to editiral, pa se je to renderiral v živo skoraj. A veš, na čakanje potem na tem, kako so to sprocesirali, pa pol čez pol ure bo pa nekaj lepo zgledali, ne. To je bilo, mislim, res. Je pa jasno, pač spet, ne, če bi bila zelo kritična, ne, bi rekel, ok, to je spet marketing, ne, za Unreal Engine, ampak, ja, je bilo pač slike so bile fenomenalne, ne, če ne drugega. Super, veš kaj me zanima, si mogoče zasledil kako predavanje o raznih CDE-jih in podobno, zato ker se mi zdi, da je, ne vem, lansko leto, predlansko leto bilo vse v CDE-ju, pa je bilo vse v blockchainu, ne vem kaj vse, da se mi zdi, da ni nič od tega. Ma kaj pa jaz vem, v bistvu so, ampak to je zdaj, se mi zdi, veš, ni več predavanj, kjer bi bilo v naslovu omenjen CDE. Ampak to je kar, veš, tako, to je zapakiran tam nekje od spodaj, ne, kjer jasno, pol, ko začnejo kazati nek produkt ali karkoli, je to tako kot CD, no. Veš, pa kakorkoli oni temu rečejo, ne. Teh je ogromen bilo, teh predavanj, v bistvu teh, recimo, praktično večina nemških, ne, stvari, ko so bila predavanja, so bile same na to temo, ne. Pa ne vem, asset, pa facility management, pa OpenBeam, pa ne vem kaj še vse. Ampak to je bilo na koncu vse nekako zapakiran v CDE ali pa z nekimi platformami, ali pa v bistvu jasno, zelo moderne je bilo letos dodati AI zraven, ne, kot Artificial Intelligence, pa si imel Enhanced Collaboration through AI in BIM, pa je bilo to, pa so bili tiste oblaki točk
povezani z neko umetno inteligenco. Tako da letos bi človek rekel, če so bili lansko leto CD, letos je bilo pa v naslovih zelo veliko umetne inteligence. No. Kaj pa COVID je bilo kaj? COVID, razen to, ne, mislim, ti je bilo pa že malo smešen, ko so gostili goste v tem njihovem improviziranem studiu v živo. So vsi tako, veš, tiste komovčarske pozdrave, pa gor in dol. Ne. Tako da to je bilo malo smešeno, malo pretirano. Tudi če se ne bi to delal, pa ok, si ne daš roke, pa greš dalje. Ne. Ampak zanimivo pa je bilo to, a veš, miza je bila, a veš, vse skup meter, ne, recimo. Ne. Pa en voditelj je stal na eni strani, gost je stal na drugi strani. In brez mask, brez vsega, tako da, lej, folk se ni sekira, kaj. Ne vem, kako so to gledali v Nemčiji. Pa. Tako Slovenije se. Ja, pa ne vemo, kakšno je stanje, pa kakšne moje predpise v bistvu navodila v Nemčiji. Tako da ja, no, lej, so bili pa tudi paneli, tako ne, sicer v živo, recimo je bilo, ne vem, 6 stolov, ne. 2 stola sta bila v živo zasedena, na 3 stolih so bili monitorji, oziroma za temi stoli so bili tako malo višji, so bili monitorji postavljeni, pa so bili oni pač virtualno prisotni, ne. Tako da so na ta način probali tudi take stvari speljati. Tako da no, če potegnem črto v bistvu pod tale Beam Virtual, mi ni žal. Če ne drugega, kot rečeno, primarno sem hotel to videti predvsem zaradi neke primerjave s Beamom. Po drugi strani pa pač si pogledate nekaj par stvari. No. Tako da ta link se mi zdi, da bi morda kakšnega morala dobiti tudi tukaj za Beam pogovore iz Slovenije, če se kdo s takšnim stvarmi ukvarja. Prav specifično, ne? Čeprav jasno, to najbrž je vkomponirano v samo gradbeništvo že tako in tako, ampak da prav z namenom določene stvari delaš, pa zato uporabljaš Beam, pa če imamo kakšnega takega sogovornika, vsekakor info@beampogovori.si, ne, pa sporočite. Rade volje si vzamemo čas, pa se pogovarjamo o teh stvareh. V glavnem, jaz upam, da bi se kdo oglasil, pa da je še kaj tako da rečemo. Ja, bi še kaj o Beam Virtual? Ne gre mi ta beseda z jezika. Beam, ja, jaz tudi. Jaz sem se komi navadil, še posebej, ker sem tele zapiske sem pripravljal, pa Beam Virtual, je to res? Ja, lej, Beam Virtual. Ne? Tako so zadeve poimenovali. Je pa zanimivo, no, da tam, ko so imeli Beam Studio, se pravim, da je pač nek, ta spletna stran očitno skozi živi, ne, in so že vnaprej tudi od lanskega leta do sedaj so neki videa gor objavljali, krajše pogovore, krajše predstavitve in tako naprej. Tako da očitno imajo nek namen to vzdrževati tako skozi celo leto. In tako da no, zdaj so to pač to platformo, ki se je že tako jaz uporabljal za to, da so tja odložili tudi vse te videe, ki so bili pa vsa ta predavanja. No. Tako da ja, teh je pa kar ogromno. No. Si moraš kar čas vzeti za tole vse pogledati. Vsekakor. Ja, lej, to je to, ne. Pa vidim, da si v zapiske še nekaj druga dal. Ja, to pa nekaj sem še zraven dodaja. Ja, tisle, ja. V bistvu me je zanimalo, ne, zaradi tega, ker je 14 dni nazaj je Apple dal tele ven nove laptope, pa Mac Mini, no, so dali z procesorji, Appleovimi procesorji. No, in me je zanimalo, ja, kako pa kaj Archicad na tem dela, zaradi tega drugi tako ne delajo na Macu, ne. Tle ni, da bi Revit kdaj najbrž doživel Mac podporo. No, ampak zanimivo je, da sem našel potem vsem članek, zelo nov, ne, od 24. novembra, prav odgovor oziroma strani Graphisofta, ki pravijo, skratka, ali so te stvari od Graphisofta podprte na teh novih procesorjih. Se pravi, M1 so ti novi procesori do Apple, ki so vgrajeni v MacBook Air, MacBook Pro, 13-inčen, tak zelo osnoven model, pa v Mac Mini.
No in mislim, da je dober podatek, da je več zanimivih stvari, ki so jih napisali. Ena zadeva je, da tudi ta verzija Archicada, ki je pisana še zmeraj za Intelove procesorje, dela brez problemov na teh novih čipih, na macOS, kaj je to, Big Sur zdaj. Ne? Je pa v bistvu zanimivo to, da hitrost je še praktično enaka ali pa v določenih primerih še hitrejša kot na Intelovih procesorjih. Čeprav se to vse skupaj izvaja čez nekaj, kar Apple imenuje Rosetta, se pravi nek layer, ki transformira kodo, ki je za Intelove procesorje pisana v nekaj, kar je M1 procesor, ne? Oziroma ta, kaj so že, ARM procesor. To je en podatek zanimiv, ta drug pa je, da naj bi Archicad, ki naj bi tako podprl M1 oziroma pač ARM arhitekturo, šele leta 2022 vam prišel. Tako da bo še kar nekaj časa minil, da bojo tole predelali na to, ta prava podpora za ta nove Mace. Jaz sem sicer prebral, da sredi 2021 bi ne bile prve verzije, ampak... Ja, ampak en odstavek višji piše pa, ne vem, veš, da ne bi bila podpora 22. Ne? Skratka, ne. Pa je tam nekje, ko bom jaz mogoče videl optiko. Robi si pa optimist. Ja, sem optimist. Vedno. Sem pa prebral tudi en članek, da so ljudje že uspeli na te nove ere namestiti Windows za ARM procesorje. A res, kaj? Baje, da se da, ja. Saj, to se moraš imeti pa zelo rad, ne? V bistvu, da moraš Windows gor dati. Že tako je tisk, ko Windows nalagaš na Apple računalnike, tako kar hudomje, no. No, jaz bom rekel, da sem za vsaj 2 najina sodelavca to naredil, pa tam, ko smo mi začeli, sta bila še kaj, sta bila Sierra pa High Sierra, no? Ko so vsi ostali začeli kupovati te Mace malo bolj množično in takrat so Windowsi delali na njih zelo lepo. S Katalino pa vse skupaj nehalo, no? Big Sur pa itak po mojem ne dela več, tako da ne vem, včasih je to lepo delati, zdaj pa ne, no. Mislim, tako da 3-4 leta zdaj ne dela več v redu in se mi tudi zdi, da so takrat, ko so napovedali prehod na ARM, so sploh nehali razvijati kakršnokoli podporo za Intel. Tako da je ostalo tako, ko je. No? Ja, ker tisti bootcamp, kva že imajo, ne. Se mi zdi, da tisti je tako, enkrat bolj sam rekel, fajn je to, tole ne bomo več delali mi. Mislim, da bojo zelo kmalu, če že niso zdaj za Big Surom. Ja. Bi pa tako, no, samo kot intermezzo povedal, zdaj vsi hodijo na nove mašine, jaz sem si pa reš Hackintosh sestavil. Ja, boš to enkrat povedal, ne, kako si to naredil, ker to je pa tako, ne. Ja, Robi, ti, ki si včasih brez računalniki šraufo, ne. To je bilo tako. Mal pogled v preteklost, ne? Ja, približno tako, pa še malo slabši, zato ker je vsak računalnik dela drugače, pa ni tako preprosto, bom tako rekel, ampak ni pa spet tako težko. Najbolj hudo je pa tisto, ko ti enkrat začne delati, potem ga moraš pa spet nazaj razstaviti, da popravi stvari, ki ne delajo, ne? Tako en primer, recimo, meni je čisto vse dela, ne? Razen mreže, kdo bi si mislil. Pa potem, ko sem tudi mrežo sposobil, sem pa hotel naložiti neko aplikacijo prek App Store, ne, in jo vse zmrzne. Zdaj pa kaj je to, ne? Če kdo ugane, kaj je bilo, ne, da vam povem, zakaj je odpovedal, zaradi grafike. Tako da, ker je bila neka animacija noter v tem App Store, kakorkoli. No, tudi ti se popravljam, ampak se pravim, ni pa to tako, da bi priporočil komorkoli. Ja, ni, da bi pol Archicad tako za resen posel laufal na takem Hackintoshu. To pa ni res, zato ker sem ga namestil gor in dela super. Ja, razumem, ne, ampak pol, kak gre kaj narobe, v bistvu ti živ bog ne more pomagati, ne. Ne na Apple, ne na Graphisoftu, ne na Nemečku, ni. Še Robi nam znal rešiti.
Ne, to ni res, da ti noben ne more pomagati, ampak noben ti noče pomagati. No, to je prvi vrsti, ne. Tako da, če se kdo tega loti, lahko dela zelo lepo, lahko imate pa katastrofo. Tako da, pa dosta o tem. No. Je nač, to je to za tele BIM pogovore. Mislim, da je skratka zanimivo bo naslednje leto, no? če bo tale BIM World v živo. Upamo, da bo, ne. V glavnem, če potegneš črto, v bistvu ni tak stran vržen čas, ne? Ne, sploh ne. V bistvu sploh ne. Ampak se veš, kako je. Tudi, ko greš na konferenco, v bistvu si srečen, če najdeš 3-4 predavanja, ki so ti zanimiva, ko dejansko nekaj od njih odneseš. Večina je pa takšnih, ko so najbrž tudi tiste, ki jih imamo mi, ne, recimo. Za nekoga zanimiva, drugih pač sploh ne. Ampak s tem ni nič narobe, ne. Zato pa so 3 sešni sporedni, pa je vse pač kar nekaj stvari za videti in za poslušati, tako da najbrž si lahko vsak najde tisto, kar ga zanimivo, ampak se to pač tako je. Ampak kot rečeno, zelo zanimiv koncept, da upam, da se to kaj prestavi tudi v naslednje leto, ko bi bilo ne to spet v živo, da ne bo treba čakati pred dvoranom. Oziroma, če že čakamo pred dvoranom, pa ne pridemo noter, da se lahko za nazaj obrnemo. No, tako, že to je dobro, ne? No, kje naj lahko poslušalci najdejo, da ne bomo spet pozabili? Ja, kar najboljš, da e-mail pošljejo, no? Na Facebook že za zadnje 2 oddaje sploh nisem nič objavil, tako da ti Matjaž bom za tole, no? Ja, najboljš pa, da pišete na mail info@bimpogovori.si s predlogi, pa še posebej, če se ukvarjate z Lean v gradbeništvu, se kar prijavite za en pogovor. Jaz pa obljubim, da bo midva tudi v kratkem, to, kar sem že obljubil, naredila eno dajo na temu Wi-Fi-ja in teh domačih stvari. Tudi, če imate kakšne druge predloge za oddaje, kakšne teme, oglasite se, pa bova razdelala z veseljem. Skratka, to je vse za tole oddajo. Robi, adijo. Adijo.